Dobro jutro, dober dan, dragi moji. Posebej lepo pozdravljam vse tri, ki vas zdaj vidim na kameri, Alenko, Marijo in Ano. Seveda lepo pozdravljam tudi tiste, ki ste si drznili ostalim v četu pač voščiti dobro jutro. Moje ime je Marko Lukan, vi pa ste priča jutrnjemu vrtiljaku modrih misli, zelenih nesmislov in rdečih strasti. O čem bomo govorili danes? Najprej bi se pomudil pri misli, ki sem jo slišal v zadnjih dneh. Namreč zdajle, ko se bližamo 1. novembru, torej dnevu mrtvih, naj bi se duše umrlih približevale našemu svetu. Saj bi rekel Zemlji, ampak verjamem, da gre to na nekih drugih nivojih. Skratka, duše umrlih naj bi se v teh trenutkih, v teh dneh bližale našemu svetu, kar povzroči, da mogoče kdo od nas spi malo bolj nemirno ali pa manj, slabše. In to je znak, da se neka duša, ki jo je nekoč poznal, želi približati, stopiti v kontakt. Ne vem, če je to res, to je teorija, ki sem jo slišal včeraj. Lahko mi zapišete vaše mnenje, če ga kdo ima na to temo, tako da vsakič sem vesel kakršnekoli interakcije. Zdaj bomo najprej omenili nekaj dogodkov povezanih z današnjim dnem, potem pa seveda Jorge Bukej in ostalo, kar imamo pač ob torkih na programu. Zdaj bomo poskušal share screen, če ga boste videli, ni treba komentirati, lahko tudi pač poveste, da ga vidite, če ga ne boste videli, me pa le opozorite v chatu, no. Takole. Na današnji dan leta 1881 se je v Malagi v Španiji rodil tale možakar, ki ga vidite na screenu. Upam, da ga vidite, verjamem, da ga kdo od vas tudi prepozna. Tole je Pablo Ruiz Picasso, modelu rečejo špansko-francoski slikar, grafik in kipar. Zakaj mu rečejo francoski, sicer ne vem, človek je bil pač Španc, ampak očitno je nekaj na tem. Picasso je, tako kot pravijo, najslavnejši likovni umetnik 20. stoletja. Njegovo delo obsega preko 15.000 slik, grafik in plastik. Po z umetniškim očetom zaznamovanem otroštvu, polnem selitev po Španiji, je Pablo leta 1900 odpotoval v Pariz, torej star 19 let. Pariz je v kasnejših letih postal tudi njegov dom. Večkrat se je sicer vračal v Španijo, v Madrid, ne. Od aprila 1904 pa je za stalno takrat živel na Montmartru v Parizu, to je tista znamenita umetniška četrt. V tistih prvih letih v Franciji, v Parizu, je bilo njegovo delo precej običajno, na njegovo slikanje pa so predvsem vplivala razmerja do žensk. Jaz, ko sem se pripravljal na tole, sem si sicer tukajle zlistal te njegove najbolj pomembne ljubezni, ženske, s katerimi je živel in tako naprej, vendar sem se potem odločil, da ta delček izpustim, ker je bil kar zajeten. Skratka, Pablo je bil očitno kar Casanova, če mu tako rečem. Če se prav spomnim, je bilo pred časom, ne vem, mogoče pred nekaj leti, na televiziji ena serija o Pablu, jaz si je sicer nisem ogledal, ampak mogoče si kdaj vzamem čas, to snamem in pogledam. Skratka, če pustimo te njegove ženske ob strani, konec 30. je Pablo po spletu okoliščin narisal svojo najslavnejšo sliko, imenovana Guernica. Slika je bila odgovor na grozote španske državljanske vojne. Guernica je tale slika, ki jo zdaj vidite. Torej, Pablo je tam podpiral republikance, tudi finančno jih je podprl, in to je bila tista, če rečemo v narekovajih, fašistična stran. Torej, Pablo je takrat dobil naročilo, da nariše veliko fresko za španski paviljon na mednarodni razstavi leta
1937 v Parizu in slika je postala simbol trpljenja žrtev vojskovanja po vsem svetu. Pablo je po španski državljanski vojni ostal v izgnanstvu, saj so republikanci izgubili to državljansko vojno. Kar se tiče druge svetovne vojne, je Pablo ostal v Parizu, ki so ga seveda zasedle nemške oborožene sile. Nemci so mu prepovedali razstavljati, niso pa ga nič kaj preveč nadlegovali. Po vojni pa se je Pablo, ne vem, ali je spremenil svoja prepričanja, ali pa je bil pač malo oportunist. Po vojni se je pridružil komunistični partiji. Okej. Dovolj o Pablu Picassu. Naslednji dogodek v zvezi z današnjim dnem se je zgodil leta 1929. Mislim, da bi znal biti zanimiv tudi za nas, ki se poskušamo ukvarjati s trgovanjem, s tradanjem, z borzami in tako naprej. Na današnji dan leta 1929 se je zlomila newyorška borza, kar je pomenilo začetek tako imenovane velike depresije. Velika depresija je bila najhujša gospodarska kriza v zgodovini industrializiranega sveta. Začela se je po zlomu trga, torej na današnji dan, oktobra 1929. Ta zlom je Wall Street spravil v paniko in zbrisal milijone od vlagateljev. V naslednjih nekaj letih so potrošniška poraba in naložbe po vsem svetu upadle, kar je povzročilo strm upad industrijske proizvodnje in zaposlenosti, saj so propadajoča podjetja seveda morala odpuščati delavce. Do leta 1933, ko je velika depresija dosegla najnižjo točko, je bilo samo v Ameriki okrog 15 milijonov ljudi brezposelnih, skoraj polovica bank v ZDA pa je takrat propadla in se veste, če kihnejo ZDA, se prehladi ves svet. Tako kot pravim, vse skupaj je imelo vpliv na ves svet. Velika depresija je trajala vse do leta 1939, torej 10 let in se, če tako vzamemo, če tako hočete, končala z veliko vojno. Rekli smo ji druga svetovna vojna, ki pa je seveda znova zaradi devastacije, ki jo je povzročila, pognala kolesje industrij, delniških trgov, zaposlovanja in podobnega. Torej, kakšnega zloma Wall Streeta si ne želimo, ker sledijo potem še druge, mnogo hujše katastrofe. Naslednja stvar, tale slika prikazuje dogodek iz 25. oktobra 1962. Tiste možakar, ta plešast tam ob tabli je tedanji ameriški veleposlanik v Združenih narodih Adlai Stevenson. On je na današnji dan leta 1962 kategorično zahteval odgovor od sovjetskega predstavnika v Združenih narodih Valerija Zorina glede kubanskih raketnih baz, ki jih je Sovjetska zveza seveda tam postavila, in je rekel nekako takole: pripravljen sem počakati na odgovor, če je potrebno tudi toliko časa, da bo zmrznil pekel. Skratka, hotel je biti zelo oster, ko je stisnil Rusa. Ameriškega tega veleposlanika se je sicer držal sloves osebe, ki raje sprejema druga mnenja, kot se z njimi sooča. V prvih dneh kubanske raketne krize, ki jo je tedaj spremljal ves svet, je ameriškega predsednika Johna F. Kennedyja skrbelo, da ameriški predstavnik v Združenih narodih nima tega, kar je potrebno, da bi na največjem svetovnem odru odločno predstavil stališče ZDA glede Kube. V četrtek, torej 25. oktobra, 10. dan krize, je nato Stevenson pokazal, da je v resnici narejen iz bolj trdih materialov, kot si je mislil JFK. Model je bil sicer nekdanji dvakratni predsedniški kandidat. Očitno mu ni uspelo, je pa na zasedanju Varnostnega sveta Združenih narodov se je neusmiljeno lotil sovjetskega veleposlanika. Da je bil šov pač še toliko večji, so vse skupaj Američani imeli priložnost gledati na televiziji. Zdaj, če smem pripomniti, bi sedanji ruski veleposlanik
v Združenih narodih enako lahko nahrulil ameriškega predstavnika in zahteval odgovore v zvezi z ameriško vojaško tehnologijo v Ukrajini. Situacija se mi zdi povsem podobna, skratka zrcalna. Ok, da ne bomo preveč politizirali, smo že, ne. Tale slika treh krasnih fantov za tedanje čase, Marija Kima, se mi zdi, da jih prepoznava. Leta 1987, na današnji dan, torej na 25. oktobra, je bil tretji teden zapored najbolj prodajan singel, torej Mala plošča, kdor se jih še spomne, kako je to izgledal, na 45 obratov. Torej tretji teden zapored je bila v Veliki Britaniji na vrhu skladba teh treh bratov, avstralskih bratov Gibb. Poznali smo jih pod imenom Bee Gees, če se ne motim, je danes živ samo še eden. Skladba je imela naslov You Win Again in gre za neko post-disko skladbo, ne, ti trije modeli so bili ene največjih svetovnih zvezd v 70-ih. Moram reči, da se tega zelo slabo spomnim, ker sem bil takrat še otrok, ampak nekaj tistih hitičev bi pa verjetno poznal vsak od nas, če tudi ne bi vedel, da so od Bee Gees, ker so pač ostali v svetovni glasbeni zapuščini. Skladba, o kateri govorim, iz leta 87, je post-disko, bila je velika uspešnica po vsej Evropi. Čez lužo v Ameriki pa je obstala na 75. mestu lestvice, nikakor se ni prodajala bolje. Amerika jih nekako ni bila več pripravljena sprejeti nazaj. Očitno so jih bili siti, ker so v 70 letih praktično nasičili radijske valove z neskončnim številom disko uspešnic. Po osebah Robina Gibba, to je ta model na sredo, ta sivem rekelčku, ki je pesem napisal s svojima bratoma in kolegoma iz skupine Barryjem in Morrisom, so bili fantje takoj prepričani, da bo pesem postala velika uspešnica. Za snemanje so porabili mesec dni, skratka, ko je bila enkrat pesem že posneta, so še mesec dni iskali popoln miks te pesmi. In ko je pesem You Win Again oktobra 87 zasedla prvo mesto v Združenem kraljestvu, torej v Veliki Britaniji, so Bee Gees postali prva skupina, ki je vrh lestvic v Združenem kraljestvu zasedla v 3 zaporednih desetletjih, torej number one so imeli v 60-ih, v 70-ih in v 80-ih letih prejšnjega stoletja. Zdaj pa še nekaj, s čimer bodo mediji v Sloveniji verjetno danes polnili glavo. Tole je dogodek iz 25. oktobra 1991, prikazuje pa odhod zadnjega vojaka Jugoslovanske narodne armade z ozemlja teritorije tedaj že suverene Republike Slovenije. Torej v noči na 26. oktober je iz Kopra odplula ladja z zadnjimi vojaki Jugoslovanske vojske. Ta dogodek mnogi štejejo celo za vrh dogajanj v procesu slovenske osamosvojitve, ki se je začel pač s prvimi svobodnimi volitvami aprila 90. Po koncu 10-dnevne vojne za Slovenijo so sledila pogajanja na Brionih med Jugoslavijo, Slovenijo in Hrvaško. Po podpisu tako imenovane Brionske deklaracije 7. julija 1991 pa so se začeli pogovori z JLA o vseh podrobnostih njenega umika in o vrnitvi vojaške opreme. Za umik JLA iz Slovenije je sicer obstajalo kar nekaj scenarijev in mogočih poti, končna odločitev pa je bila sprejeta na pogajanjih 18. oktobra v Ljubljani, kjer so se predstavniki obeh strani dogovorili o vseh podrobnostih umika armade iz Slovenije. Iz pristanišča v Kopru se je Jugoslovanska armada sicer začela umikati 20. oktobra, 25. oktober pa je bil določen kot zadnji dan umika. Zadnji vojaki JLA so se vkrcali na ladji, ki sta pluli pod tujima zastavama, zato sta po mednarodnem pravu veljali za tuje ozemlje. Tako je mogoče reči, pač, da sta do polnoči
25. oktobra 1991 slovensko ozemlje, da so do polnoči 25. oktobra slovensko ozemlje zapustili tudi zadnji vojaki Jugoslovanske armade. Zdajle si bomo vzeli nekaj minut za zapisovanje jutranjih hvaležnosti. Čez 6-7 minut se zopet slišimo. Takrat sem pripravil eno luštno zgodbico našega priljubljenega Hroheta Bukeja. Jutranje hvaležnosti torej in čez nekaj minut se zopet slišimo.
Ok, kar se tiče mene, jaz sem že zaključil z zapisovanjem jutranjih hvaležnosti. Tisti, ki jih še zapisujete, seveda s tem v miru dokončajte. Zraven pa lahko poslušate mojo zgodbico. Imam en tak občutek, da me bo spet čas zaklal na koncu, tako kot se reče. Preveč gostobeseden sem pri nekaterih temah in pol obvezno časa zmanjka. Saj veste, če me prekine, jutranje afirmacije bodo seveda malo kasneje objavljene tudi v skupini na Telegramu. Zdajle pa zgodbica Jorgeta Bukeja, ki se danes imenuje Medved. Kratka, tole je zgodba o krojaču, o carju, torej o ruskem carju in njegovem medvedu. Nekega dne je car odkril, da se je na njegovem najljubšem suknjiču odpel eden od gumbov in odpadel. Car je bil muhast, avtoritaren in okruten, podobno kot vedno in povsod in v vseh sistemih vsi tisti, ki že predolgo zasedajo svoje stolčke, na katerih imajo moč. Jezen zaradi odpadlega gumba je poslal po svojega krojača in paznikom naročil, naj mu rabelj zaradi slabo prišitega gumba naslednje jutro s sekiro odseka glavo. Nihče si ni drznil nasprotovati cesarju vseh Rusov, tako da so stražarji vpadli v krojačevo hišo, ga iztrgali iz naročja njegove družine ter ga vrgli v ječo palače, da bi tam pričakal svojo smrt. Ko je sonce zašlo, je jetniški paznik odnesel zadnjo večerjo krojaču. Ta je žlico žalostno premešal tisto, kar je bilo na krožniku, pogledal zaporniškega paznika in rekel: ubogi car. Zaporniški paznik si ni mogel pomagati, da se ne bi nasmejal. Resno, ubogi car, se je zarežal. Jutri zjutraj se bo tvoja glava zakotalila nekaj metrov stran od tvojega telesa, ti pa praviš, da je ubog car? Drži, je odvrnil na smrt obsojeni krojač. Tudi jutri zjutraj bo car izgubil veliko več od mene, navadnega krojača. Izgubil bo možnost, da doseže tisto, česar si želi že leta, da bi naučil medveda govoriti. Pa morda znaš ti naučiti medveda govoriti, je posmehljivo vprašal stražar. Znam, gre za staro družinsko skrivnost, je odvrnil krojač. Stražar je bil presenečen. Ubogi plačanec je v želji, da bi se prikupil carju, stekel in le temu povedal, kaj je pravkar izvedel od na smrt obsojenega. Krojač zna medveda naučiti govoriti, je razburjeno ponavljal pred carjem. Krojač zna medveda naučiti govoriti. Car je bil navdušen. Hitro je poslal po krojača in mu ukazal: takoj nauči mojega medveda govoriti po naše. Rad bi vam ugodil, vaše veličanstvo, je odvrnil krojač. A resnica je, da je naučiti medveda govoriti zares težko delo, ki zahteva čas. Čas pa je prav tisto, česar nimam. Car je nekaj časa molčal, nato pa vprašal: kako dolgo bi trajalo, da bi medveda pripravil do govora? No, odvisno je od inteligence medveda, je počasi rekel krojač. Moj medved je zelo pameten, ga je prekinil car. Pravzaprav je moj medved najbolj inteligenten medved med vsemi medvedi v Rusiji. No, je zamrmral krojač. Če je medved res tako inteligenten in se bo zares izkazal pri učenju, verjamem, da bi učenje trajalo ne manj kot recimo 2 leti. Car je za trenutek pomislil, nato pa odredil: naj ti bo. Tvoja kazen bo veljala kot pogoj na naslednji 2 leti, medtem pa boš treniral medveda. Začel boš takoj jutri. Visokost, je rekel krojač. Če naročite rablju, da mi odseka glavo, bom jutri mrtev, kmalu pa mi bo sledila tudi moja družina, saj brez mojega dela
ne bo uspela preživeti. Če pa mi kazen omilite na način, po katerem bom moral ves čas posvetiti treniranju medveda, bo povsem enako. Moja družina ne bo imela prav nič od mene, moji dragi bodo stradali in najverjetneje prav tako umrli. Rad bi se posvetil vašemu medvedu, toda preživeti moram družino. To ni noben problem, je odvrnil car. Od danes naprej in naslednji 2 leti bo tvoja družina pod kraljevo zaščito. Poskrbel bom, da bodo oblečeni, siti in zdravi, otroci pa bodo lahko hodili v šolo. Imeli bodo vse, česar si bodo poželeli in ničesar jim ne bom zaračunal. Le tebe naj ne poskušajo dobiti iz ječe, saj bodo zavrnjeni. Če pa čez 2 leti medved ne bo spregovoril, ti bo pa pošteno žal, da si me s tem predlogom skušal prevarati. Najprej bodo življenje izgubili tvoji domači in na to še prosil boš, če ti rabelj lahko odseka glavo. Si me razumel? Da, vaša visokost. Prav. Straža, je zavpil car, peljite krojača z dvorno kočijo v njegovo hišo. Dajte mu 2 vreči zlata, hrane in darila za njegove otroke. Ti, krojač, pa se mi poberi spred oči, je osorno zaključil. Krojač se je priklonil ter med počasnim in zvratnim umikanjem iz carjeve sobe zamrmral le še hvala. Ne pozabi, je še enkrat za njim zakričal car in si s prstom potegnil pod vratom. Če v 2 letih medved ne bo spregovoril, visokost je še enkrat tiho izdavil krojač in se umaknil iz carjevih soban. Ko je krojač s pozlačenim carskim vozom pripeljal domov, so tam vsi jokali. Žalovali so spričo izgube glave družine. Krojač je nasmejan in evforičen, prav vsakogar zasul z darili. Krojačeva žena je bila presenečena. Njen mož, ki je bil nekaj ur pred tem obsojen na smrt z obglavljanjem, se je zdaj vrnil, uspešen, bogat in vzhičen. Ko sta se čez nekaj časa znašla na samem, ji je mož povedal, kaj se je zgodilo. Ti si nor, je zavpila ženska. Od kod ti ideja, da bi lahko naučil carjevega medveda govoriti? Pa prav ti, ki medveda še nikoli od blizu videl nisi. Ti naučil medveda govoriti. Nor si, ti si nor, je kar naprej ponavljala. Pomiri se, ženska, pomiri se, je rekel krojač. Poglej, jutri ob zori so mi nameravali odsekati glavo. Zdaj pa sem dobil 2 dodatni leti. V 2 letih se lahko zgodi mnogo stvari. Pomisli, je nadaljeval krojač. V 2 letih lahko car menda umre. V 2 letih lahko umrem tudi jaz. In kar je najpomembneje, tudi carjev medved med učenjem govora lahko po kakem naključju umre. Tako, tole je bila zgodba Jorgeta Bukeja o medvedu. Kaj nam hoče sporočiti? Po mojem mnenju, da nobena stvar ni dokončna. Treba je včasih biti malo potrpežljiv. Čas zaceli vse rane, prinese marsikaj novega, kakšno bolečino odnese reka in tako naprej. Skratka, Jorge Bukej z vsako svojo kratko zgodbico da človeku malo zamisliti in tudi zgodba o učenju govora medveda da marsikomu lahko malo zamisliti, ali je naključno zgodba danes bila o ruskem medvedu ali ne, pa prepuščam vaši presoji. Zdaj gremo še na manifestacije oziroma jutranjo kontemplacijo. Danes gre za jutranjo priprošnjo, upam, da bo šla skozi cela. Gre pa takole. Seveda morate biti ob tem sproščeni, predihani, fokusirani, poskusite si vtisniti v malce še zaspane možgane o tem, kaj govorim. Moja jutranja priprošnja. Drago vesolje, hvala, ker si pustilo v zraku, da pride do mojih pljuč, ko sem se danes zjutraj prebudil.
Hvala, ker si poskrbelo, da sem se prebudil in mi dalo novo priložnost v življenju. Hvala za skodelico tople kave in za streho nad glavo. Vesolje, opravičujem se ti za vse, kar sem vsak dan doslej jemal za samo po sebi umevno. Prosim, omogoči mojemu srcu, da bo videlo in zaznalo vse dobro v današnjem dnevu. Prosim, če me varuješ, prosim, če nadomestiš tesnobo z mirom in skrbi z veseljem. Drago vesolje, napolni me s svojo močjo, s katero si mi pomagalo bojevati bitke že doslej. Prosim, če mi odpreš vrata, ki se mi morajo odpreti, in zaloputneš tista, ki se morajo zapreti. Vesolje, prosim te, da vsa moja vprašanja usmeriš k tebi, saj od nikogar drugega ne bom dobil pravih odgovorov. Vesolje, zapelji me po svoji poti, in če se zadeve slučajno ne bodo odvijale po mojih trenutnih željah, prosim, opomni moje srce, da so tvoji načrti zame mnogo večji od mojega trenutnega razumevanja. Naj moje oči vidijo in moje ušesa slišijo tvoj glas danes. Tako je in tudi bo najbolj prav. Hvala, hvala, hvala. Dragi moji, drage moje, toliko sem imel pripravljeno za današnje torkove jutranje modrosti. Če ne drugače, se vidimo zopet jutri. Upam, da vam je čas v moji družbi minil prijetno, hkrati pa vam želim lep dan še naprej, pa naj bo uspešen ali pa samo prijeten. Imajte v mislih, da je v teh dneh čudna energija, tudi mlaje, ne? Tako da, če boste imeli kakšne čudne občutke, se spomnite na tiste, ki so vas že zapustili in ste jih imeli radi, v smislu zapuščanja tuzemskega življenja. Tako da poskusite se malo spomniti na njih, na nek način se vam mogoče poskušajo približati. Ta feeling pa držite pač še tja do dneva mrtvih. Vsak dan namenite nekaj trenutkov vaših misli hvaležnosti, da ste imeli priliko biti nekaj časa tuzemskega življenja v družbi ljudi, ki ste jih imeli radi. To je moj napotek za danes, jutri si bom pa zmislil kakšnega novega, tako da se slišimo, lep dan in hvala, ker ste bili z mano. Čau, čau!